Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kako sem hvaležna svoji prijateljici Kati, skupaj imava punčki, ki sta pravzaprav samo 4 dni narazen in povedala mi je za tole krasno, čudovito knjigo Montessori za starše, Montessori pedagoginje, ki pa je danes v moji družbi. Mojca, lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljena, Jasmina. Ne samo, da sem prebrala tole knjigo, tudi z Gajo sva v tvoji skupini oziroma v tvoji delavnici, ki ni samo za otroke, tudi za starše, kjer se imamo zelo, zelo super fino in pravzaprav je to tudi neka taka osebnostna rast za starša. Ja, res je. Jaz tako rada rečem, da so te delavnice, ki so pravzaprav za otroke in starše, namenjene polovica staršem, polovica pa tudi seveda otrokom. Ker otrok v nas zbudi nove stvari, sprašujemo se veliko o vzgoji. In tukaj v bistvu se na delavnicah predvsem starši učijo o otroku, da spoznavajo svojega otroka, da se učijo tudi opazovati, da vidijo, kje so tiste njegove notranje potrebe, razvojne potrebe, da ga lahko čim bolj pravzaprav podprejo v njegovem razvoju. Mojca, ful mi je všeč tudi tvoj portal, spletna stran Montessori doma. Jaz sem si že dala dol tudi, kar se tiče odvajanja od plenic, pa katere igrače izbrati. Skratka, vse te vsebine, ki jih imaš, so zelo kvalitetne, ker sem se zelo poistovetila s tem, kar si napisala, da je zdaj pravzaprav res čas, da začnemo vzgajati otroke, ki bodo samostojni, ki bodo lahko polno izkoristili vse svoje naravne talente in delali v življenju tisto, kaj je njihova poklicanost dejansko. Ker včasih, so rekli, samo da ga spravim do diplome, pa do svojega kruha, pa da bo priden. Da bo priden. Danes starši želimo nekaj drugega, oziroma želimo nekaj več in začne se pa dejansko že tako zgodaj. Ja, dejansko se začne v bistvu v prvih letih otrokovega življenja, ker takrat se pravzaprav postavlja neka podlaga, iz katere potem otrok gradi in ki bo v bistvu vplivala potem na njegovo celotno življenje. In tukaj, kar si omenila, se začne graditi tudi samostojnost, ne začnemo graditi oziroma pomagati otroku pri samostojnosti potem, ko je enkrat v šoli ali pa, boh ne daj, takrat, ko je najstnik, ampak v bistvu že od majhnega, od malčka, od dojenčka konec koncev. Se pravi, da tisto, kar otrok zmore narediti sam, da pač naredi sam. To je pa spet potrebno, pa smo spet nazaj pri opazovanju, opazovati, kaj otrok lahko naredi sam, in da mu tisto v bistvu dopustimo in da mu nudimo samo tisto malo pomoči, kolikor je pač potrebuje. Zakaj je to? Zaradi tega, ker v bistvu bo on sam sebe videl kot sposobnega, kot kompetentnega, da lahko zadovolji en del svojih potreb oziroma da lahko nekaj naredi sama. In iz tega potem, iz teh občutkov zaupanja vase se pol gradi samozavest. In se mi zdi, da pač to je nekaj veliko, kar lahko otroku pač damo, ko bo enkrat pač odrasel. Glih danes moram vrniti tvojo knjigo v knjižnico, ker je že 10-kratno rezervirala naprej, ampak sem se odločila, da si jo bom kupila, ker je dejansko do nekaj let pride zelo prav in je krasen priročnik. Mojca, ti si Montessori pedagoginja. Kakšna je to razlika za navadno pedagoginjo? V čem je finta, če lahko malo to razložiš, da bomo bolj razumeli? Ker mene je to ful navdušeno. To je neka čist druga scena. V bistvu tako jaz, zdaj, če recimo malce primerjam pedagoga v vrtcu, recimo, ki ni Montessori vrtec, in pedagoga, ki je v vrtcu Montessori, so seveda kar precejšnje razlike, ki jih lahko takoj vidiš, ko stopiš v bistvu v sobo. Ker v vrtcu Montessori in tudi kasneje pač tudi v šoli, po vseh teh ustanovah Montessori je tak način nekako interakcije z otrokom, da otroku v bistvu pustiš, da sam izbira tisto, kar bi počel. Se pravi, da ni vzgojitelj, učitelj tista glavna figura, ki bi usmerjal celoten vzgojni izobraževalni proces, seveda ga v ozadju, pa na nek način potiho, ampak ne pa tako vidno. V bistvu je otrok tisti, ki si nekako
postavlja kurikulum zase. Se pravi, kaj je tisto, kar njega žene k razvoju naprej. Mi, se pravi pedagogi Montessori, smo pa tisti, ki moramo za otroka pripraviti optimalno okolje. Ne? Okolje je pa to pač fizično okolje, se pravi, da damo v prostor, kjer je otrok, kjer otrok pač živi, pripomočke, predmete, igrače, pač karkoli otroka pač obdaja, da mu bo zanimivo, da ga bo vleklo k raziskovanju, v odkrivanju, v razvijanje samega sebe. A ne. Po drugi strani pa smo del okolja tudi mi. A ne. Se pravi, mi z našim odnosom pač do otroka. A ne. Wow. Tako da tle, v bistvu, ki si rekla, kakšna razlika, ne, tukaj mi v bistvu dopuščamo otroku njegov naravni razvoj. Mi pravzaprav sledimo otrokovemu naravnemu razvoju. Ne. Kar pa zna biti za nekoga malce teže, a ne, za te mogoče malce bolj konvencionalna razmišljanja, a ne, ker ponavadi imamo neko idejo, kaj želimo, da bo otrok zdaj delal, kaj bo počel, a ne, tako. In pač gremo s svojo agendo naprej. Zbranost, samodisciplina, umirjenost in res, mislim, jaz sem zelo navdušena nad vsemi temi zadevami. Tudi recimo, ko sem prebrala, da otrok pri enem letu, če ima nekih 6-7 igrač, je to povsem dovolj. Medtem, ko vidim kakšne starše, ki imajo kište doma različnih igrač in kako so to zložene, ko sem prvič videla, ne vem, neko tako okolje po sistemu Montessori, sem rekla, wow, lej, to je dejansko, to je veliko bolj blizu otroku in ko noter pišeš o tem, pa lej, pa ne ima svojo sliko, on živi v svetu velikanov, pa da naredi sam to, pa da naredi sam uno. Mislim, pa če čist priznam, tudi za sebe sem videla, čakaj malo, pa veš, da je lažje živeti pol s takim otrokom, ki je tukaj samostojen, pa še bolj ponosen, pa samozavesten, da ni vse, a ne, da zna hitreje vse. Če se ustaviva pri igračah, veliko imaš tega na svoji platformi, kaj je pomembno pri vseh teh igračah, pa tudi ogledalo imaš zraven, robčke, to zdaj ima svoj namen. Ima svoj namen, ja. Definitivno, bom povedala in razložila. Ne. Tukaj sem v bistvu prinesla ene primerke igrač, za katere jaz mislim, oziroma tudi nekako po pedagogiki Montessori smatramo, da so dobre za otrokov razvoj, in pa en primer igrača, no, ki pa bi rekla, no, da ni ravno najboljša izbira. Ne. Aha, se mi je zdelo, dela tudi tukaj. Ok, v redu. Ja, recimo, ne vem, tale igrača, a ne, v bistvu, a ne, Piska. Je zelo pisana, piska, oglaša se, mislim, veliko držljajev je za enega majhnega otroka tukaj. Ne? In ne samo to, v bistvu otrok tukaj samo več ali manj gleda, posluša, ob tej igrači otrok ni dejaven. V bistvu je pasiven tukaj ob tej igrači. Nekaj pritisne in samo se vse zgodi. Nekaj pritisne in to je to. Dejansko ta igrača otroka pač animira, mi si pa pač želimo, da bi otrok bil ob igrači dejaven. Se pravi, da otrok igrača oživi. In to je lahko, ne vem, navadna kuhovnica. S kuhovnico lahko otrok marsikaj naredi. Ti tudi sama vidiš, ko sta hčerko na delavnicah, kaj naredijo z enim lončkom, vse dojenčki. Pa se lahko s tistim lončkom igra veliko dolgo časa. Imamo pa mi odrasli neko idejo, ker verjetno zaradi tega, ker smo že malce naveličani vsega in skušamo vedno neke nove stvari. In se nam zdi, da kaj takega, kot je tole, da zna biti precej dolgočasno za otroke. To je recimo lesena igrača, to gre v skledice, ena pač v drugo. In pride obdobje v otrokovem razvoju, ko zelo radi recimo ustavljajo te posodice eno v drugo. Seveda, preden pride do tega, se zgodi še marsikaj drugega s to igračo. Dojenčki jo bodo dajali v usta, bodo potem z eno pa drugo posodico tolkali z njima, eno držali v eni roki, drugo, pa skupaj v bistvu dajali, drsali po tleh, tolkali po tleh. To je čist popolnoma drugačen koncept, kakor danes, ker mora biti igrača čim bolj glasna, čim bolj da šopa na konc. In evo,
tole. Ne. Moram reči, da mene so Montessori igrače zelo navdušile, sem pa gledala, cene so pa neverjetne, ampak vidim, da veliko stvari lahko narediš sam doma. Ja. Jaz sem si naredila mobile sama, pa mislim, da sem prišparala na 50 evrov. Tako da razumeš koncept, v bistvu se mi zdi, da je bistvo tega. Ja, res je. Jaz sem sicer danes prinesla s seboj igrače, ki so kupljene, imam pa v svojem igralnem studiu, imam pa po mojem 3/4 v bistvu stvari, ki so pa narejene pač doma, ne. Se pravi, iz neke odpadne embalaže, skup sestavim in je v bistvu potem neka dejavnost, ne. Zdaj sem se pa mogoče malce bolj osredotočila na dojenčke, no, pa pač mlajše malčke, pa sem to prinesla. Odlično. Tukaj, tole si me vprašala, Ja. a ne? To pa v bistvu ni igrača, a ne? Ja. Je pa stojalo, zdaj lahko si predstavljate, lahko je to kakšna nizka mizica, lahko je kakšna polica, ki jo imate doma. Tukaj mogoče začnem na začetku, a ne. Pristop Montessori oziroma Marija Montessori je opazila, da so otroci, da imajo močno potrebo po samostojnosti, a ne. To sem že na začetku malce omenila, ne. Želijo Da bi bili kakor odrasli, da bi bili pač kakor odrasli, a ne. Se pravi, želijo pač stvari narediti sami in ni kaj preveč dostojanstveno, da z otrokom hodimo dostojanstveno do njega, a ne, da hodimo z robčkom naokoli in mu brišemo tisti nos, igra se, pomolimo robček, a ne, in ga takole nekako dremo v njegov osebni prostor, a ne, brez da bi karkoli rekli. In enostavno, kaj lahko naredimo, postavimo doma na neko nizko višino, približno, ne vem, 40 centimetrov, eno ogledalo. Tukaj imam v tej košarici pripravljene robčke in otroku pač pokažemo in povemo, a ne, da tukaj kadarkoli bo začutil, a ne, da ima poln nos, ali ga pa mogoče tudi spomnite, ne, mogoče bi pa šel k ogledalu pa pogledal, a ne, če mu kaj z noska teče, seveda mu pa prej pokažemo, a ne, z enim takim počasnimi gibi, kako to naredimo. Da potem, ko se vsekne, se še pogleda v ogledalo, torej bi moglo takole biti, a ne, obrnjeno. Potem pa seveda od spodaj je pa tudi košek, a ne, da lahko potem tudi odda tale robček. Videla sem, da starši, ki se učijo opazovati, ki svojega otroka vzgajajo po tvojih principih, nima veze, tudi če imajo v navadnih vrtcih, pa pridejo k tebi dejansko na delavnice, da so to otroci, ki res ful pomagajo v kuhinji, ful pomagajo pri gospodinjskih opravilih. Mislim, tako, dejansko so napolno vključeni, ne? Ja, v bistvu pač jaz sem tako pri svojih deklicah tudi videla, da, ne vem, tam nekje od leta pa pol njiju igrače več niso zanimale, njiju zanimalo pač, kaj sem jaz počela v kuhinjo, ne. Jaz sem jih želela potem res od majhnega, malo sem pač seveda prilagodila tudi kuhinjo, a ne, kuhinjski prostor, da ste lahko pač sodelovali, a ne. Seveda pa pri tem, jaz sem prinesla danes s sabo tudi take pripomočke, a ne, ker otroci, če želimo, da bi bili pri tem nekako uspešni, pri čemer nam pač pomaga, a ne morajo recimo valjati testa s tem velikim valjarjem, a ne, ampak potrebujejo enega manjšega, s katerim bodo lažje pač rokovali, a ne, bodo pač pri tem tudi bolj uspešni, no. In meni so te pripomočki za otroke, za kuhinjo zelo simpatični in prisrčni, no, in sem jih prinesla kar ene par. Tako da tole recimo primer velikega, a ne, pa malega, ne, za nas in za otroka. Potem nožek, recimo s taklim nožkom, lahko otrok pri letu pa pol že na primer zareže prvo banano, nareže na koščke, ne, kar takole prime, a ne, in v bistvu seveda otroku je treba to vedno tudi pokazati, pa biti tudi ob njemu, a ne. Ja, ker si želijo v bistvu sodelovati z nami. Kaj pa, če bojo mamice zdajle rekle, tale je prišla, super, se bom prebrala njeno knjigo, mogoče bo šli na delavnico, pa nimam jaz cajta zdaj kupovati še posebej stvari za otroka, za v kuhinjo, pa da mu potem to razlagati, tretje, ampak časovno je dolgoročno to boljše, ne? Ja, definitivno. Mislim, otrok ima več od tega, tudi ti, a ne, z otrokom se lahko res na lep način povežeš, a ne, namesto da ga
pošljaš pred ekran, a ne, pa idi ti gledati televizijo, risanko, jaz bom pa tukaj skuhala v miru. Lahko ob otroku dela, se pravi, kar ti počneš. Ne vem, če pripravljaš pečen krompir za večerjo, lahko otroku daš ga ob korito, se pravi visoka pručka, da doseže korito in lahko že s krtačko mehen zdrgne krompir. In ker je voda, ker jih tok tudi pritegne, sama voda, bo sigurno nekaj časa ob tem koritu in drgnil krompir. Medtem pa lahko mamica potem ostale stvari pripravi. Mojca, moja punčka ima zdaj 6 mesecev dobrih in valjda še ni čas za odvajanje od plenic, ne. Ampak sem pa si že vendarle tole tvojo skriptico potegnila dol, brezplačen priročnik je na tvoji strani Montessori doma, pa o tem boš zagotovo tudi govorila oziroma so vsebine na tej online šoli za ozaveščene starše, ampak kako hitro so otroci brez plenic, če sledijo tvojim navodilom? Ja, v bistvu otroke lahko s tem, se pravi, v naši kulturi je dejansko tako, da otroke navajamo na to, da izločajo v pleničko. V drugih kulturah, ki tega nimajo, pač odvajajo nekam drugam. Zdaj najprej lahko začnemo že, ko recimo otroček, ko že nekako samostojno, stabilno sedi, ga lahko že posedimo na kahlico za kratek čas, tako da se seznani. Ni zdaj cilj, da v kahlici tudi kaj nastane, lahko ja, lahko ne, če ja, super, če ne, pa tudi nič drugega. Ampak toliko, da nekako ima tisto zavedanje, da lahko to potrebo opravi tudi nekje druge, kakor na plenici. In če s tem začnemo, v bistvu, da to počasi vnašamo v otrokovo življenje, je lahko otrok tudi pred 2. letom suh ali pa pač še prej. Jaz sicer ne želim nekega časovnega okvirja postavljati, ker se mi zdi, da to potem pritisk lahko na starše in na nek način tudi na otroka, ampak lahko res začnemo že pravzaprav od rojstva. Korak za korakom, pa počasi to, kakor otrok pač zmore. Se pravi, spet sledimo nekemu notranjemu ritmu pač otroka. Meni so zelo všeč tudi, knjiga je zelo bogata s fotografijami, kako so urejene te sobice, ti igralni prostori v bistvu, da je tukaj red, da je neka stabilna struktura v bistvu, ki je zagotovo všeč tudi otrokom, ne samo staršem. Ja. Zdaj v prvi vrsti, ko stopiš recimo v Montessori vrtec ali pa v dom Montessorija, ki je nekako prilagojen otroku, ki sledi tem principom, je bolj umirjen, preprost, ni kupov igrač, to, kar si ti na začetku omenila, so pa nizke police, dostopne otroku in na teh policah so postavljene 5-6 igrač, pa zdaj spet odvisno, koliko je družina velika, če več otrok, seveda več igrač, ampak recimo, če en otrok, 5 do 6 igrač, zato da si lahko otrok sam vzame. Skušamo tudi prilagoditi otroku stvari, se pravi, da so na njegovi višini, da lahko doseže umivalnik, da lahko doseže korito v kuhinji. V predsobo, ko stopite, lahko vidite na steni kljukice na otrokovi višini, ko pride otrok domov, da lahko obesi jakno ali pa podhodu, da ve, ki jo najde, da si jo potem obleče. Za samostojnost. Vse, ja, tako, za samostojnost. Zagotovo bova kdaj govorili še o principu pedagogike Eme Pikler, tem trikotniku, tudi to je pomembno, oziroma tudi to vključuješ v svoje programe, ki jih imaš, v vse svoje vsebine? Ja, res je. V slovenskem prostoru je precej znan Piklerjev, pravijo Pikler trikotnik, ampak pravilno je Pikler in trikotnik, ker je Emi Pikler, Pikler in trikotnik. Drugače je bila Emi Pikler pediatrinja madžarskega rodu in je bila precej, pri načinu dela je bila precej podobna z Marijo Montessori. Obedve sta v bistvu opazovale otroke. Marija Montessori je bolj opazovala otroke med 3. in 6. letom, seveda pol tudi kasneje starejša. Emi Pikler se je pa bolj specializirala za te dojenčke od 0 do 3 let. Tako da v bistvu jaz črpam nekako oziroma dopolnjujem svoje znanje, ki sem ga pridobila z Montessori področja, zdaj tudi zadnje čase s to pedagogiko Pikler. In vidim, da se zelo lepo lahko dopolnjujeta. Vse dejansko za spodbujanje naravnega razvoja otrok.
Hvala lepa, Mojca Košič. Starši, res priporočam, da si preberete tole knjigo. Absolutno boste v njej našli nekaj, kar vam bo olajšalo življenje in dvignilo kakovost življenja tudi vašega malčka, malčice. Sicer pa preverite na online šoli za starše še kakšno Mojcino vsebino, ne pa pozabiti na Montessori doma, portal, kjer tudi dobite marsikatero vsebino, marsikatero knjižico za naravni razvoj vašega.